Lepo pozdravljeni znova v naši družbi, vsi, ki ste se pravkar priklopili na Planet 2. Nadaljujemo s srednjim nogometnim popoldnevom zahodnega dela Slovenije. Smo se preselili na vzhod, v Prekmurje, na Fazaneriju, kjer se bo čez nekaj trenutkov začela druga tekma 15. kroga. V nadaljevanju tele tekme dobro se je začela se je 3. minuta, prvi kot za Muro, Bobičanec je bil tisti, ki je zdaj tamle odigral akcijo. Še vedno Bobičanec strelja, dober strel. Zelenici vedno več. Zdaj je priložnost, strel z glavo, Šego je poizkusil. Zdaj je priložnost za Bravo in mimo gola, kaj je zdaj zapravil. Še naprej je močno sneženje v Murski Soboti. Podaja na prvo vratnico, tam priložnost za strel, žoga gre mimo gola. In prosti strel ima Mura. Bobičanec proti golu, brani Vekič. In priti vsaj do točke po dobri tekmi proti Celju. Zdaj Cipot z glavo. Standardna zasedba v napadu Mure, kot smo jo gledali v prvem polčasu. Bobičanec se ni odločil za strel, podal je do Kovtra. Nino Kovter mimo gola. Po drugi strani pa že Travnar znova pošilja dolgo žogo proti Cipotu. Zdaj Cipot strelja, Cipot preslabo za Vekiča. Ogrinec dobro podaja tam z glavo. Ja, izredno težke razmere za nogomet, bolj za druge športe kot za nogomet, ampak dejstvo je, da je rezultat glede na prikazano realen, da je delitev točk najbolj primerna in hvala Bogu, da se noben od igralcev ni poškodoval. Ja, škoda. Napoved je bila, da bo vsaj do polčasa zdržalo vreme in tega smo se nadejali in verjetno tako Muraši kot mi. Moram reči, da po tem presenečenju vremenskem, da so se naši fantje fantastično prilagodili in bili tako enostavni, tako pragmatični, da po mojem mnenju smo vseeno si ustvarili tisto priložnost ali dve, čisto priložnost več, ki bi nam mogoče lahko prinesla tudi zmago. Nikakor pa nismo nezadovoljni, vemo, kdo je Mura in smo veseli tudi s to točko.